Simona, kje si se pa ti naučila delati masovnik? Masovnik sem se jaz naučila delati tukaj na planini. Kdo pa je pokazal ti to? Nobeden. Kako pa, kakšen recept? Jedla sem ga, pa so pa sestavine gledala, pa malo so spraševala, kakšne sestavine grejo noter. Brata sem vprašala, kaj je kuhar, on mi dal napotke, pa smo to probavali. Kaj pa je najbolj bistveno, da je dober masovnik, kar si zdaj že pogruntala? Ja, najbolj bistveno je smetana. In to je najboljše, da je domača smetana, pa po postopkih, pa po temu, kako se dela. Jaz ga delam tako, da stresem noter kislo smetano, dobro domačo, dam jajc noter, žličko koruzne moke, malo soli, pa se pa to meša. Pa to 20-25 minut, ko začne to lepo se zgoščevati, oddajati maščobo, je masovnik nared in energetska bomba. Danica, tvoja babica je bila pa tudi planšarca. Ja. Kako je pa ona delala masovnik? Ona ga je pa delala tudi z belo moko, a ne? Eno žličko koruzne moke, pa eno žličko bele moke. Pa je to delala tako, je bilo to vsak dan? Je ter samo za kakšne res huda dela? Ne, to smo kar jedli, gor ni bilo drugega, ker mi smo bili na tak planin, ki je bila skaravla omejena in ni bilo obiskovalcev veliko, samo redki, ki so dobili v Tržič na občin potrdilo, da se lahko gibljajo v mejnem pasu, a ne, to je bilo še v Jugoslaviji. In je zelo težko, recimo, stvar krava mlek da in ti moraš pa iz njega nekaj pripraviti. Ali pa ga moraš po breg zliti. In ona je imela pujske, da so pojedali, če nismo mi pojedali. In smo jedali, velikokrat smo jedali smetano, skuto, puter, ki ga je sama mogla pripraviti. Tudi skuto sem jaz enkrat na teden nosiva v vas dol, nad Tržičem, da smo jo dol prodali, kar jo je bilo viška. Drugač pa vse, kar se je dal predelati iz mleka, vse smo predelali gor na planin. A pa se je poznala recimo, kakšna je bila paša? Ja, seveda. Če je dobra paša, to je bilo mleka veliko in ker ga niso telička pojedla, pa pujsek, je vse šlo v predelavo, vse. Tako da tisti, ki so bili na hribih, pa so vedeli, kakšen mlek je od takih krav, takoj spoznajo, kaj je iz trgovine in kaj je... Brez skrbi, to je pa neprimerno. Ja, noč in dan, res. Evo, tole. Dodamo jajce. Jaz dam tako približen malčken koruzne moke. Pa seveda malo soli. In tokle. Pol se pa to vse skupaj meša. Moramo merkati. Potem bomo pa malčkeno prestavili na višjo temperaturo. Pa se to meša kar dobrih 20 minut, če hočeš imeti dober, ampak res tisti dober masovnik. To je zelo pastirsko, to so jo pastirji zelo radi imeli, ko so bili v planinah. Na voljo so imeli jajca, tudi kakšen jajc, a ne mleko pa seveda. Pa so delali kislo mleko, pa smetano posneli, pa so si dali tudi prvošli tole masovnik, da so dobili energijo za tekanje po planinah, za svojo živino. Pa da jim ni bilo dolgčas, ne? To pa tudi.
Ja, drugače pa zelo ta prava temperatura, ki se tudi, ki se vidi. Da ni prav vroče, ker v bistvu, ko mešaš, a ne, tudi ohlajaš, a ne, da je tudi fajn, da takole, da pustiš, malo pa pol premišaš, ampak moraš, ker se že začne gostiti, evo. A ne, sploh na robu gor, a ne, pa ko takole narediš, a ne, se prav vidi. Takole, ko narediš, a ne, je drugače. Pol mora pa samo še maščobo od sebe dati. To je pa odvisno tudi od kakšna smetana je, koliko kvalitetna. Po 10 minutah se je lepo začela odvajati maščoba. Še malo, ko da se zgosti, pa ga pa lahko jesti. Bomo še malo pustila, da bo maščoba bolj prišla do izraza, tako da se bomo kmalu tudi postretili. Se bo tudi maščoba tele se pokazala. Mečkam, da odstoji, da se zgosti, evo, in maščoba je takole. Evo, nič, gremo jesti. To je domača smetana. To je domača smetana.